Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi v dvorani in vsi, ki nas spremljate prek spleta. Pozdravljam vas na razglasitvi besede leta 2024, ki jo že od leta 2016 organizira ZRC SAZU. Zanjo skrbimo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, pomagajo pa nam tudi strokovnjaki z drugih inštitutov ZRC SAZU. V akciji uspešno sodelujemo z multimedijskim centrom RTV Slovenija, s časopisno hišo Delo in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Dosedanje besede leta so bile begunec, evropski prvaki, čebela, podnebje, karantena, PCT, gasilec in ujma. Tem so se od leta 2018 pridružile tudi novotvorjenke leta. Dosedanje so bile drečka, likotisk, vuhobran, koronjec, vedobežnik, strojetvor, letošnja pa je že vnaprej razglašena preturizem, prekomeren turistični obisk, ki negativno vpliva na vsakdanje življenje prebivalcev kraja ali pisarn. Od leta 2019 v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije izbiramo kretnjo leta. Te so bile ustava, koronavirus, PCT, vse je v naših rokah in solidarnost. Akcija Beseda leta je samo ena od mnogih uspešnih aktivnosti, s katerimi ZRC SAZU pomembno zaznamuje slovenski prostor. Zato prosim za uvodni pozdrav direktorja ZRC SAZU, dr. Ota Lutarja. Pozdravljeni vsi tukaj v atriju in seveda tisti, ki nas spremljate. Hvala, da ste se odločili, da boste nekaj minut preživeli v naši družbi. Predvsem pa se seveda zahvaljujem vsem, ki sistematično razmišljate o besedah, ki so še posebej zaznamovala naša življenja. Zahvaljujem se podobno kot kolega predstojnik vsem sodelujočim ustanovam in ker so bila prej že predstavljena, jih ne bom ponavljal, vendar moram vseeno spomniti na sodelovanje z kolegicami in kolegi iz časopisa Delo, ker to nenazadnje traja pa res skozi vso leto. In zato vsako soboto lahko v časopisu Delo prebirate besede, okoli katerih se je tako ali drugače vrtelo naše življenje tistega tedna. Zahvala za to sodelovanje je dobra iztočnica tudi za zahvalo vsem tistim, ki skrbijo za to, da je današnji dogodek tak, kot je, in tukaj seveda v prvi vrsti mislim na Simono Klemenčič in Agato Tomažič in seveda vsem, ki jima pri tem pomagate in seveda še posebej tistim, ki ste si vzeli čas za članstvo v komisiji. Dlje, ko se s tem ukvarjajo te ljudje ali ukvarjate, in bolj, ko nas s tem spodbujate k dodatnemu premisleku o jeziku, bolj postaja jasno, kako pomemben, če ne celo ključen je jezik v naših življenjih, predvsem pa kako pomembne so posamezne besede, ki ga sestavljajo. Če smo pred leti že razčistili s pregovorom beseda je konj, razčistili v tem smislu, da smo ugotovili, da je beseda in z njo to, kar sporoča, praviloma veliko več vredna kot samo en konj. Naprimer beseda vojna, laž, hinavščina,
Potem sedaj znova ugotavljamo, da besede lahko tudi zelo bolijo. Še več, besede lahko uničujejo življenja. Še posebej, če padejo iz ust samopašnim in samovšečnim majhnim ali velikim oblastnikom. Ljudem, ki si domišljajo, da so neprizivni gospodari naših ožjih in širših svetov. Mimogrede, ko sem v Franu preveril besedo nepriziven, me je portal najprej opozoril, da to ni slovenska beseda in mi hkrati ponudil, zanimivo, besedo neprišteven, kar se mi zdi v tem kontekstu prejšnje navezave najboljša možna izbira. In za konec še moj izbor za preteklo besedo leta. Najbolj me je nagovorila beseda razpoznavnati. Prvič pa sem jo srečal v zadnji knjigi Maje Haderlap, govorim o romanu Die Nachtfrauen oziroma Nočne ženske. Pomeni pa seveda isto, kar v slovenščini pomeni raztrobentati. Besedo bi v celotnem stavku lahko uporabili tudi takole. Naša življenja so še za spoznanje težja, ker zgoraj omenjeni ljudje vsake toliko izumljajo besede ali skovanke, ki sejejo nemir in obup. Izbor besede leta ima določena načela, na katera vse skozi pozabljamo, zato jih velja ponoviti. Predstavila nam jih bo doktorica Simona Klemenčič, vodja in glas projekta Beseda leta. Obenem nam bo Simona povedala, zakaj smo se odločili za novotvorjenko leta Preturizem in uvedla tudi naše naslednje govorce. Hvala lepa. Verjetno ste opazili, da letos ni izbora pesmi leta. Lani, ko je zmagovalno pesem napisala Umetna inteligenca, smo ugotovili, da je era pesmi leta s tem dosegla svoj naravni konec. Smo pa seveda odprti za predloge za kakšen drugačen izbor. Tako kot za vse ostalo, nas lahko kontaktirate preko naše spletne strani beseda-leta.si, res je ni težko najti. Kakšna so pravila oziroma bolj smernice izbora besede leta in zakaj vašega predloga morda ni bilo med izbranimi kandidatkami? Spomnimo, beseda leta je ilustracija, ni tekmovanje, je nabor besed o tem, o katerih temah se je v tem letu govorilo bolj kot sicer. Kandidatka za besedo leta ne more biti lastno ime, ne ime politika, ne ime športnika, ne dobrodelnice. To ni ta izbor. Ko izbiramo kandidatke iz nabora predlogov, izbiramo, kolikor se le da, nekaj, kar je novega v jeziku. Zanimajo nas v prvi vrsti besede. Katero smo letos veliko uporabljali, katere smo se naučili na novo, katera je dobila nov pomen. Ko se je nekaj spremenilo v jeziku, je to znak, da se je nekaj spremenilo tudi v svetu okrog nas. V tehnologiji, v družbi, v katerikoli plasti življenja in smrti, od te do položnice za elektriko. Upoštevali smo obstoječe besede slovenskega jezika, pa tudi neologizme, novotvorjenke, take besede, ki jih je nekdo pogruntal in nam jih je poslal, kar nekaj je bilo takih, pa tudi takšne, ki so še ne tako dolgo nazaj nastale na novo in se v jeziku že uporabljajo. Letos smo se odločili za takšno, ne več čisto novotvorjenko, a svežo, še skoraj toplo besedo. Preturizem je nastal na podlagi angleške besede in se je v slovenski, poslovenjeni obliki takoj uveljavil in že našel pot v sprotni slovar. Najdete ga na Franu. Kot smo rekli, jezik zazna spremembo. Ta se je odzval na težavo, na katero zadnje leta vedno glasneje opozarjajo prebivalci turističnih območij povsod po svetu. Stališča jezika pa o novotvorjenkah ali neologizmih povemo tole. Novotvorjenka je leksikalni start-up. V prvih letih ji večina propade.
Zdi se nam, da tale ne bo. Ob tem naš poklon tudi oddaji, kaj dogaja njihovim predlogom za besedo tedna, tudi letos je bilo nekaj odličnih, od plagi avtorja do decembra in pa očitnic. Danes besedo leta razglasujejo tudi Portugalci in Poljaki. Pravkar je Poljski komitej izbora besede leta razglasil njihovo, po izboru strokovne komisije je to koalicija, po izboru javnosti, po poljsko se temu reče internauti so izbrali pa umetno inteligenco. Uro prej je svojo besedo leta razglasila Portugalska, izbrali so liberdade, svoboda. Obeležuje 50. obletnico vojaškega udara, s katerim so Portugalci odpravili diktaturo in uvedli demokracijo. Poslali ste nam več kot 600 predlogov za besedo leta, strokovna komisija pa je med več kot 300 različnimi predlogi izbrala 10 finalistk, ni bilo lahko delo, te smo dodali še delovo besedo leta, katera je bo delo razglasilo danes. Kandidatke letošnjega leta, mislim, da so to za menoj, ja, to so letošnje kandidatke, ki jih že poznate, to je nabor besed, ki smo jih posebej veliko izgovarjali, ki so se nas dotaknile. In vidimo, da se nas besede, tragedije, neprijetnosti dotaknejo na zelo različne načine, z dolgo roko krivde preživelih ali pa z ščipom pri denarnici, na nekaj novega, kot nekaj novega, kar smo se naučili, kot šport, za katerega morda nekateri prej sploh nismo še slišali, zdaj pa smo ob njem že ponosni, kot nekdo, ki se je daleč v Ameriki priženil v naš rod, in tako smo daleč tudi mi deležni tega, kar se dogaja na drugi strani sveta. Na srečo pa ga ni treba gledati doma za praznike in predvsem ne poslušati, si predstavljate. Vidimo, da se dosti pogovarjamo o slabih rečeh. Stara slovanska navada. Bi se bilo mogoče bolje osredotočiti na bolj pozitivne reči, in koliko pozitivnega je pozitivno in koliko je že toksično, tudi to je bilo med predlogi, toksična pozitivnost. Česa pa ni bilo? Zanimivo, da nas očitno ni pretirano vznemirila konoplja, pa tudi ne evtanazija, niti enega predloga, čeprav smo se dosti pogovarjali o obojem. Na seznamu je torej 11 kandidatk, zanje pa je bilo oddanih 6210 glasov. Po glasovanju, ki se je zaključilo 5 minut pred začetkom naše prireditve, so na prvih 3 mestih in ne nujno v tem vrstnem redu besede dvoživka, genocid in omrežnina. Preden razglasimo izbrano besedo, bodo raziskovalka in raziskovalca ZRC SAZU povedali vsak nekaj misli o vsaki od 3 besed. Začnimo z dvoživko. 2 besedi o besedi dvoživka. Poznamo jo že več desetletij, gre za dobesedni prevod grške besede, dobro je popisana tudi v slovarjih na portalu Fran, politične okoliščine pa so dale tej besedi nov zalet, zlasti po letu 2021 se je njena raba začela izjemno večati. Kakor nam priča orodje korpusnik, je v povprečju besedi v obdobju od leta 1991 raba narasla za 180%. Prosim, dr. Liljano Šprah, predstojnico Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, za komentar. Hvala in lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, beseda dvoživka se je v Sloveniji kar dodobra uveljavila. Na nekem takem neformalnem nivoju, tudi kritičnem, včasih šaljivem, pravzaprav predstavlja izraz, ki se je pojavil predvsem zaradi zdravnikov, ki hkrati opravljajo zdravstveno dejavnost tako v okviru javnega kot zasebnega sektorja. Beseda dvoživka lahko v sebi nosi tudi določeno mero kritike, saj opozarja na pomanjkljivosti in različne izzive v zdravstvu, ki jih doživljajo tako zdravniki kot tudi mi, pacienti. Pravzaprav še vedno odzvanjajo novoletne čestitke, kjer smo si želeli veliko sreče, ljubezni, varnosti, ampak tudi zdravja. In vedeti moramo, da je za Slovence vrednota zdravja izredno visoko pozicionirana. Kar 87%
ljudi, ki so sodelovali v raziskavi, je vrednoto zdravja postavilo na najvišje mesto. In to pred prijatelje, pred družino, pred svobodo, pred recimo varnost. Namreč zdravje predstavlja tudi neko osnovo za neke druge vrednote, ki jih v bistvu zelo, zelo spoštujemo, kot so medosebni odnosi, ljubezen, partnerstvo in tako naprej. Vendar, če pogledamo področje zdravja skozi neko časovno lupo, tudi v luči te besede dvoživka, lahko vidimo, da smo res, predvsem tisti, ki smo bili deležni nekod starega zdravstvenega sistema in se soočamo z izzivi novega, opazili, da se nam je ta pravica začela malce izmikati. Izmikati predvsem v tem smislu, da je postal dostop do zdravnika vse težji. Poznamo številke o ljudeh, ki sploh nimajo svojega osebnega zdravnika. In če slučajno zbolimo oziroma zboli kdo od naših svojcev, imamo priložnost, da pogledamo v samo drobovje našega zdravstvenega sistema. V njem opazimo zares veliko anomalij in ena izmed njih je pravzaprav tudi ta, da lahko v zdravstvu srečamo zdravnika, ki vas ne bo sprejel na pregled, če se pa odločite za samoplačniški, pa boste istega zdravnika našli v zasebnem sektorju. No, in to je rana in žulj, ki ne da samo žuli na eni strani zdravstveni sektor, tudi nas, paciente. In verjamem, da kadar so vrednote, ki so tako visoko cenjene, kot je zdravje, na neki ravni ogrožene, to upravičeno sproži revolt, upor ljudi. In lani smo definitivno bili priča velikim javnim zborovanjem, različnim protestom in tako naprej. Čeprav mnogi menijo, da je beseda dvoživka omalovažujoča, žaljiva, pa pravzaprav lahko opazimo, da to ni samo ena stran problema. Naše zdravstvo se v bistvu ni znašlo v nekem svojevrstnem kaosu zgolj zaradi zdravnikov dvoživk. Tukaj so še drugi problemi, od financiranja, razpoložljivosti zdravstvenega sektorja in tako naprej. Skratka, imamo občutek, da se nam je vmes vzpostavil nek vzporedni zdravstveni sistem in v bistvu želimo to spremeniti. In dvoživka, ki nas je, ko ste videli po grafu, predvsem v zadnjem letu dni veliko spremljala, je takšna, ki v bistvu lahko mogoče širše opozarja tudi družbo, tudi politike, tudi v končni fazi nas same, da moramo neke stvari spremeniti. Zato veliko upov polagamo v nov zakon o zdravstveni dejavnosti. Ta bi naj postavil neke temelje na novo o pravičnejši in dostopnejših javnozdravstvenih storitvah. Te bi naj bile v korist vseh, tako zdravnikov, zdravniškega osebja, kot tudi nas, pacientov. Zdravje zagotovo ne more postati privilegij tistih, ki si ga lahko privoščijo, ampak dobrina, ki je dostopna vsem. Če teh nujnih sprememb, ki nam jih obetajo, ne bomo sprejeli, se bojim, da bomo o dvoživkah govorili veliko tudi to leto. In kolikor ni zmagala beseda dvoživka letos, utegne za lansko leto, utegne to zmagati v letu 2025. Hvala lepa. Genocid. Kot vedno poudarjamo, se kolikor je le mogoče pri izboru izogibamo besedam brezčasnicam. Od pozitivnih, kot so ljubezen in dvojina, to je dostikrat predlagano, do tistih slabih. Vendar pa smo lastno pravilo že nekajkrat prekršili in tako je tudi tokrat. Med kandidatke smo besedo genocid uvrstili zaradi izrednega porasta rabe. V zadnjih desetletjih žal za 154%, v zadnjem letu pa kar za dvakrat. Več o genocidu dr. Gregor Pobežin, predstojnik Inštituta za kulturno zgodovino. Dober dan. Kakšna škoda, da sem tukaj kot učitelj nekomu vzet, ki ga je preteklo leto kar skrbela omrežnina
in ki bi se rad naučil kajtati, da pa namesto o teh besedah tukaj govorim o tako žalostni, kot je genocid. Antični Rimljani s svojim prečudovitim jezikom latinščina so nam ta izraz ustvarili. Genus z genitivno obliko generis, rod ali ljudstvo, in pa glagol cedo ali v malce bolj znani, bolj domače zveneči obliki okcido, potolči, ubiti. Ti dve besedi v kombinaciji tvorita genocid. Vendar pa se antični Rimljani te besede niso zavedali. Kar nekajkrat v svoji zgodovini, morda večkrat, kot smo sposobni našteti, so genocid tudi zares zagrešili. Prvega res velikega, nekako v začetku 3. stoletja, ko so pobili iz maščevanja ali pa razselili, kolikor jih niso pobili, celotno ljudstvo Samnitov, njihovih bojevitih sosedov, s čimer so se jim maščevali za ponižujoč poraz nekaj desetletij prej. Takšnih ukrepov, kot bi jih zgodovinarji cinično poimenovali, je potem sledilo še kar nekaj. Na neki način imamo veliko srečo, da živimo v dobi, ko ta izraz poznamo in ga uporabljamo. In na kakšen način ga uporabljamo? Posebej sem si vzel trenutek, da sem prebral dve primerljivi definiciji. Eno najdete na Franu. Čisto preprosto piše načrtno uničevanje narodnostnih, rasnih ali verskih skupin. Druga, nekoliko bolj cinična, pa je zapisana v Konvenciji Združenih narodov, v kateri imate definicijo genocida. Prosto prevedeno, gre za načrten zločin, ki je zagrešen z namenom totalnega ali delnega uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine. Na neki način je to razmišljanje cinično, kaj ne? Kater del pa je še sprejemljiv, da ni genocid? Koliko uničenja je še sprejemljivega, da cid ni samo homicid ali femicid, beseda, o kateri smo tudi precej govorili v preteklosti, ampak postane genocid. Upam si trditi, da te sprejemljive meje nihče od nas v resnici ne more določiti in je tudi noče določiti. Takšne meje si preprosto kot človeštvo dovoliti ne moremo. Žalostno na neki način, da se o tej besedi pogovarjamo, zato bom povzel z drugega konca. Dva velika filozofa, ki sta bila povezala tesneje, kot se morda zdi na prvi pogled. En poganski in drugi krščanski, sta prišla do iste zelo pomembne definicije. Najprej bom povedal definicijo in potem še, kaj opredeljuje. Definicija se glasi, ta pojem pomeni drugemu hoteti dobro. To je ljubezen. Hvala lepa. Hvala. Besedo omrežnina bo komentiral antropolog dr. Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje. Jaz vas bom le opozorila na ta graf, ki ilustrira, zakaj se je letos ta beseda znašla med kandidatkami. Med vsemi besedami se je letos raba najbolj povečala. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, za začetek leta sem bil soočen z enim največjih izzivov, že zdaj vem, letošnjega leta, ko me je poklicala kolegica Simona Klemenčič in rekla, naj komentiram v 2-3 minutah besedo kot antropolog, besedo omrežnina, o kateri bi lahko ure razpravljali elektrotehniki, osebe z doktoratom z fakultete za elektrotehniko ali pa iz energetike
in morda celo predsednik vlade, lahko kar vse te osebe pravzaprav v eni osebi, lahko tudi v 2 minutah na Instagramu, če je potrebno, ko skušajo pojasniti, kaj beseda omrežnina pomeni. In prvič sem se s to besedo, ne vedoč, da sploh obstaja, srečal v 80 letih prejšnjega stoletja, v času, ko sta bili popularni 2 drugi besedi, ki bi bili mogoče letos, če bi bili v tistem letu besedi leta, to sta redukcija in pa stabilizacija. To so bili časi varčevanja, skupnega in skupnostnega varčevanja z električno energijo, časa, ko smo imeli v kuhinji 2 svečki pripravljeni za vsak slučaj, na njih pa je pisalo na taki leseni hišici: če elektrike ni, vzemi sveči in jo prižgi, da ne boš v temi. V tistem času je postal moj oče obseden z varčevanjem z elektriko in hodil je celo gledati po bloku, koliko imajo drugi sosedje razmerje drugega in prvega toka. Drugi je bil tisti cenejši, prvi dražji in mi smo imeli v bloku daleč najboljše razmerje. Mogoče tudi zato, ker smo imeli za bojlerjem oziroma za stikalom od bojlerja, še ena kandidatka za besedo leta 2024, zataknjen listek, na katerem je pisalo: pri nas prižigamo elektriko od 23:30 do 6:30 in od 12:30 do 14:30. Tega pravila smo se vestno držali, dokler ni šel oče, ki je bil Gorenjec, iz Celja kdaj na Bled. Takrat smo vklopili vsa stikala po stanovanju in takrat je tudi, tako kot na tem grafu, cena za omrežnino v našem stanovanju precej poskočila. Ko je oče prišel nazaj, je pogosto rekel, malce v šali, skrbi me, da mogoče tudi malce zares, da ga ni hujšega za Gorenjca, kot če ima štajerske otroke. In danes se spet srečujemo s tem problemom, s to besedo. In ko sem se pripravljal na tale kratek govor, sem šel pogledat, kaj omrežnina zdaj po novem pravzaprav pomeni. Prej sem razumel, pač prižgemo stikalo za bojler takrat, ko je tok cenejši. Zdaj pa je faktorjev, ki vplivajo na ceno električne energije v gospodinjstvu toliko, da človek to pravzaprav težko dojame, sprejme, razume. Prejšnji teden sem bil bolan, bolela me je glava, imel sem vročino, glava me je bolela še bolj, ko sem šel brat po različnih spletnih straneh, kako naj privarčujemo v našem gospodinjstvu električno energijo in kateri faktorji vse vplivajo na to omrežnino. Tako da sem kar obupal in jaz mislim, da so mnogi ljudje že tudi obupali, ko skušajo ugotoviti na podoben način kot jaz, kako zdaj po novem omrežnina pravzaprav funkcionira. Kar ugotavljam, ko sledim njihove objave po spletnih omrežjih o omrežnini je, da so sprejeli, da dobijo enkrat mesečno nek listek, ki se mu reče položnica za plačilo električne energije, ki zdaj funkcionira kot loterijski listek. Bodisi ste zadeli, bodisi niste, eni so srečni, drugi niso. Vsekakor pa ne gre za nekaj, kar je odvisno od racionalnega razmisleka človeka, ampak sodi bolj na področje magičnega, mističnega, nedoumljivega. In če želimo, da beseda omrežnina postane taka, da ljudje dejansko sprejmejo, kar verjamem, da je želja tistih, ki so si izmislili pravila, kako po novem funkcionira plačevanje omrežnine, mora biti to nekaj, kar je ljudem doumljivo, razumljivo in da vejo, kako delovati. In ta hip mislim, da je to enostavno ušlo človeku iz rok, iz možnosti upravljanja in da smo enostavno omrežnino prepustili, ne vem, nebu, nebesom, neznanemu. Mislim, da je spet prav, da omrežnino vzamemo v roke in da tisti, ki snujejo to vrstne, ne besede, ampak ukrepe, da jih ukrojijo po meri ljudi, da človeka postavijo v središče in da začnejo ukrepe snovati na tak način, da lahko vsak
vsak mesec ve, kaj vklopiti, katero stikalo, kaj izklopiti in da ni potem vsakič znova presenečen, ko pride tisti račun. Hvala. Hvala lepa. Dovolite, da zdaj povabim Valerijo Škof, da kot predstavnica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije predstavi letošnji izbor Kretnje leta in razglasi Kretnjo, ki je v izboru dobila največ glasov. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada zahvalila vsem, ki ste sodelovali v glasovanju in s tem prispevali k promociji slovenskega znakovnega jezika. Vaše sodelovanje je ključnega pomena za krepitev prepoznavnosti znakovnega jezika in njegovo vključevanje v družbeni prostor. Glasovanje za Kretnjo leta je potekalo preko spletne ankete na platformi Enka in sicer od 2. decembra 2024 do 6. januarja 2025. Med nominiranimi Kretnjami so bile umetna inteligenca, Trump, Gaza, Palestina, mir in Mastercard. Sedaj pa k rezultatom. Na 3. mesto se je s 23% glasov uvrstila Kretnja za Mastercard. Država kljub vpisu znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije še vedno ni uredila sistemskega vira financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika. Mastercard je prepoznal veliko stisko gluhih in zelo skromen besedni zaklad v Kretnjah ter z iniciativo prispevajkretno.si v letu 2024 pripomogel k ozaveščanju javnosti in veliki podpori k razvoju slovenskega znakovnega jezika. Zaradi tega se je razvila posebna Kretnja tudi za Mastercard. Drugo mesto je s 25% glasov zasedla Kretnja za umetno inteligenco. Ta tema je bila v letu 2024 pogosto v ospredju razprav, saj so se razvijale nove tehnologije in postavljala vprašanja o prihodnosti ter etiki umetne inteligence. In končno, z veseljem oznanjam, da je Kretnja leta 2024 s 33% glasov postala Kretnja za mir. Ta izbira odraža naše skupne želje po miru, sožitju in razumevanju v časih, ko so svet pretresale vojne in konflikti. Kretnja za mir nas opominja, kako pomembno je ohranjati dialog in graditi mostove med ljudmi. Hvala vsem, naj bo Kretnja mir, sporočilo upanja in enotnosti za prihajajoče leto. Hvala Valerija in Mojca. Kako pa smo glasovali za besedo leta? Od 35 glasov za eno besedo do 2801 glasu za tisto, ki se nas je najbolj dotaknila. Nabor besed, ki smo jih dobili, je bil tako raznolik, da ni niti mogoče potegniti posebnih usporednic med njimi, razen da je vse predlagala javnost in da je glasovala javnost, internauti, kot pravijo Poljaki. Tako heterogen je letošnji nabor, da smo že pred iztekom glasovanja lahko prebrali na spletu, da ena od teh besed nosi tako težo, da so druge besede, ki so tudi v naboru za slovensko besedo leta, ob njej preprosto narobe. Na koncu se vedno znova in znova pokaže, ko gre za besedo leta, Slovenci glasujejo s srcem. Če pogledate pretekle izbore, vidite vsakokratni besedi, ki je dobila največ glasov javnosti, mnogokrat čustvo. Nacionalni ponos, kot pri evropskih prvakih, čebeli in gasilcih, zaskrbljenost kot pri podnebju in ujmi. Preden razglasimo letošnjo besedo leta, pa spomnimo, izbor besede leta je izbor, ni pa tekmovanje. Ni tekmovanje v popularnosti, ne v pomembnosti, ne v grozljivosti, ne v razsežnosti.
Vprašali smo vas, katere besede ste se letos naučili, katere besede so za vas dobile nov pomen, katere ste letos slišali prvič preveč, katere besede ilustrirajo vaš svet v letu 2024 in slovenska javnost se na naše vprašanje odzvala. Kako ste odločili? Lansko leto je v izboru besede leta sodelovalo 4228 glasov, v letu 2024 pa 6210 glasov. Najmanj glasov je dobila beseda komisarka. Največ pa genocid. Res ne bi radi vpletali v to političnega komentarja, kakšni so razlogi, kdo je kriv, kdo je začel in kaj to sploh pomeni. Vemo pa, da spet umirajo nedolžni ljudje, da se počutimo nemočni in krivi, tudi zato, ker živimo druge besede, katerekoli besede, ki niso tako zelo nedoumljive. Genocid je dobil kar 3-krat več glasov kot naslednja beseda, omrežnina. Sledijo pa takole: dvoživka, učitelji, bojler, odklop, brutalno. Predvsem manj glasov pa so dobili zet, kajtanje, hibridno delo in komisarka. Tako smo glasovali letos, lahko pa seveda takoj začnete oddajati svoje predloge za besedo leta 2025. Morda je prav, da smo zaključili nekoliko bolj žalostno. Najlepša hvala vsem, ki ste nas spremljali po spletu. Vse druge pa vabim na pogovor ob kavi tukaj v atriju ZRC SAZU. Novinarjem bodo na voljo današnji nastopajoči, za splošne izjave je na voljo doktorica Simona Klemenčič. Najlepša hvala za obisk.